Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, Doroteja je poslala tole pismo, pravzaprav fotografijo, je rekla: "Joj, se zgledam skoraj tako, kakor ti, ne? Kot da sem v 5. mesecu nosečnosti, prazniki se še začeli niso, ampak nisem noseča, kaj naj dejansko naredim?" Ja, Doroteja, marsikaj se da narediti in res je, med prazniki se v povprečju zredimo za 2 kilograma. Prazniki so tisti, zaradi katerih naredimo marsikateri greh, ki ga mogoče sicer ne, ampak dejstvo pa je, da ga ne rabimo delati. To ne pomeni, da se bomo povsem odpovedali poticam, sladicam, keksom in vsemi ostalimi zadevami. Samo informacijo moramo imeti, da obstajajo veliko boljše alternative, ki niso slabše po okusu, so pa neprimerljivo boljše za naše telo, kakšne torej še konkretno podprejo telo. In v moji družbi je danes Janez Čretnik, lepo pozdravljen, dobrodošel. Janez, Janez, ti že nekaj desetletij si pravzaprav strokovnjak za prehrano, takrat, ko to sploh še niso vedeli, kaj pa kako pa zakaj pa na kakšen način. In imaš to znanje že toliko časa, ampak mogoče ravno zdaj v teh časih te pa ljudje bolj poslušajo, ne? Naj bi me. Ja. Zaželeno. Res je, mi smo na področju sladkega življenja oziroma uživanja sladic že začeli zgodaj. Leta 1992 smo nekaj naredili, kar bi bilo dobro za vse tiste punce, ko imajo rado vitko postavo, še bolj pa za vse tiste osebe obeh spolov, ki imajo povešan sladkor, ali so nagnjeni temu in je nujno, njim je nujno, vsem ostali pa iz zavesti, da nekaj naredijo tudi na tem področju. In resnično, če smo malo pri prehrani spremenili do sedaj, potem klasični prehrani, mislim, nismo pa nič naredili na področju sladic. Nič na sladic. Izredno dobre so, ne zanikam, da niso, ampak koliko so pa vredne za telo, je pa to res po svoje, lahko rečem, dostikrat tudi nesnaga. Janez, danes ste mi prinesli vse rešitve in to take, ki so res tudi zelo, zelo okusne. Od tega, da ste mi prinesel biopecilni prašek, od tega, da ste mi prinesel biomoko iz koščic rožiča, kar prvič slišim, sploh za to priznam, pa potem še biolupinico, pa vse ekološko, piro, proso, amarant, pa tale sok, ki je bojda, da fantastičen za sladkanje, ker oni so kar precej dragi, ne, oni agave, pa tak naprej, in to slovenski, pa kosmičnik, pa vse, pa še sladice pripravljene, pa vi ste zaužent, sem malo prepozna, ne? En čink, mi rečemo po štajersko. En čink, ja, se vem. Tale recimo bio zgoščen jabolčni sok, vi ljudem govorite nič belih stvari, pa nič belega sladkorja, tole da lahko nadomesti, ali kako? Kako je zdaj s tem? Ja, dve beli smrti so ravno v sladicah. In to je bela moka, pa biorafiniran sladkor. In vsaka sladica, kamorkoli se obrnete, je sestavljena iz teh dveh sestavin v vsakem primeru. Ja. In če hočemo nekaj narediti za sebe, pa kljub temu uživati v hrani, je resnično tale zgoščeni jabolčni sok, ker namreč vsi ne bojo dosegli tega, ker bojo rekli, v redu, jabolčni sok imam pa doma. Zgoščen jabolčni sok je narejen iz 10 kil pa pol jabolk, da dobiš iz tega potem 1 kilo ali 1 kilogram zgoščenega jabolčnega soka. Voda je izločena in naravni sladkor ali fruktoza, ki ostane, in to je sredstvo za sladkanje. In jaz imam velik problem, ker če piše jabolčni sok, na koncu vsi prečitajo, pozabijo na prvo besedo, zgoščen jabolčni sok, in potem mislijo, da je to zadeva, ki je enaka. To je v bistvu sirup, ne? To je sirup, ampak beseda za sirup velja za tiste, kjer je pa na liter soka liter sladkorja. Razumem.
razumem, vi ste pa hotel povedati, ni cukra noter in namesto sladkorja se Tako. dejansko... Tole zgleda, kot da imam jaz nek konjak, ne? Ampak temu dejansko ne bo tako. Ok, super, se pravi, ko imamo mi nek recept, ki ga delamo, pa imamo tam 10 žlic sladkorja, damo potem tole, pa bojda, da jaz sem brala tudi v vaši knjigi Dobrote naravne kuhinje in tudi na vaši spletni strani od Biotopa, sem brala, da tole ne samo, da je dobra alternativa za menjavo, ampak da je tudi zdrav za telo, da fajn prečisti organizem. Cel kup teh stranskih, ampak pozitivnih učinkov ravno ima. Sladilo v osnovi je res enkratno, ker je lahko z njim sladkaš praktično celo paleto. Začenši z čajem, zjutraj, ko si boš pripravil, boš sladkal lahko tudi sok, ki bo precej cenejši, da ga razrečiš z vodo, dobiš, in to je v razmerju 1:8. Pa nobenega cukra. Na 1 liter dobiš 9 litrov 100% jabolčnega soka. Ali pa to, kar je pri pripravi peciv, resnično fantazija, z žličko 2 ali 3 da pokapljaš na štrudel, mi rečemo. Na štrudel, ja. Ali zavitek jabolčni. Ali v jabolčno pito. Potem pa takšne sladice malo bolj ne vsakdanje, ampak kljub temu skrajno dobre, pa koristne, ki jih pa mi naredimo v povezavi sladkanje z sladilom, ki je resnično enkratno poceni in po okusu zgoščen jabolčni sok Biotop, in osnova so pa žita. Žita? Žita, in to katera. Ja. Iz sladice so iz ajde, sladice so lahko celo iz prosa, sladice so iz 2 žit, ki so pa po naravi izredno sladke. To je pa kamut in amarant. Amarant uporabljam, amarantov tudi puding, pa take zadeve, ampak kamut je pa meni tukaj noro dober, res dober. In se pravi tudi sladice iz kamuta. In potem bo manj tega nihanja sladkorja, manj kilogramov, manj napihnjenosti, manj obtežen organizem. Ravno tako. Mi smo, da imate malo predstave, lahko tudi potem poskusite, da boste vedeli, a je to dobro. Namreč naredili iz kamuta 2 sladici. Ena je, nekdo reče sufle ali karkoli, kar je noter, ampak to je, v tejle sladici je čokoladna zemlja, ampak to je 70% temna čokolada. Noter na vrhu, to, kar je zdaj ven padlo, so maline pa borovničke, ampak v osnovi je pa grobo zamleta kamutova moka in prepojena z to čokolado, temno, 70%, in posladkano je pa malo z zgoščenim jabolčnim sokom. Se pravi, nič jajc, nič mleka, nič belih... Brez laktoze, brez belih slabih ogljikovih hidratov. Noter vse to, kar je klasika, v teh sladicah ni. Nedolžna, ne? Nedolžna, pa kljub temu hranilna, polnovredna, lahkega se boste počutili. Kaj pa ti ježeki, iz česa so pa ti ježeki narejeni? Ježeki so pa narejeni na roko doma, zato niso čist simetrični. Meni zgledajo čist. V redu, ampak so resnično tudi okusni. To, kar vidite na vrhu, je že samo pika na i, ker noter je na grobo zamleta kamutova moka spet, potem je to narahlo skuhano in ohlajeno, potem pa so dodan zgoščen jabolčni sok kot sladilo in kaj je še zraven? Kakšen rum za pogum? Rum za pogum, kakšen cimet, kakšne rozine in bi to že bilo lahko dovolj. Če pa še kaj hočeš dati vsako piko na i, pa potem samo vsak posebej lahko naredi, ampak na koncu, da malo lepše zgleda, smo mi povaljali v kokosu
ali pa v čija semenih, ali pa celo v luščeni konoplji. Wow. To so vse izdelki, ki koristijo organizmu, ne pa škoduje. In vse sestavine so biološkega izvora, kar je tudi zelo pomembno. Kar je osnova. Če se greš zdravo prehrano, pa pozabiš na biološko pridelano, potem si zgodbo polovično ali pa nič kaj veliko naredil za sebe. Janez, jaz sem si letos... Pa še celo presni kakav je. Presni kakav, super, ogromno magnezija tudi. Janez, jaz sem si letos že napisala Božičko, da sem si letos zaželela mlin za moko, pa za kosmiče, pa tak naprej. Berem, koliko je to, recimo, kad ti kupiš moko v trgovini, koliko je dejansko prazna, koliko nima nič v sebi. Pa tudi kosmiče, recimo jaz zelo rada jem vsako jutro kosmiče, pa da bi si jih lahko sama naredila, kar takle mal. Tako da letos sem si to res zaželela, pa vi že to dolga leta govorite, da je to pametna investicija, da ima človek doma. Seveda, in tiste, ki sem uspel takole nagovoriti, dajte, naredite nekaj za sebe, ne za mene. Zaradi mene ne rabite, jaz bom preživel brez vas in vi brez mene. Vi imate ekološko kmetijo, vi boste preživeli tako, drugače vi ste samooskrbni. Ampak to, da resnično ne vzamejo zares, ker tisti, ki pa imajo, pa teh ni tako malo v Sloveniji, resnično v tisoče že, so pa neizmerno hvaležni, ker vejo, da so nekaj naredili za sebe in so si celo pocenili zelo jedilnik in sveži kosmiči, ki niso termično obdelani. Je že to plus, da ni izgube hranilnih snovi in okus samega, če boste poizkusili, boste videli, da je to... Ja, da malo probam, da bom lažje... Da je že to zelo preprosto, hitro, tako da lahko celo malo fiskulture narediš na tešče in imaš zajtrk v trenutku pripravljen, daš ga s sojnim mlekom, riževim, z gostim sokom in namočiš in narahlo zavreješ, pa so kosmiči z sadjem po želji. Jaz imam to banane zjutraj, pa pomaranče, drugič imam naribane jabolke. In tudi, recimo, če hočeš sladico narediti, zelo preprosto lahko s kosmiči tudi sladice delaš. Jih nadomestiš z moko ali pa vsaj pol, ne? Daš pol pirine moke, pol kosmičev in zraven naribaš jabolko, 2 jajčki in zmešaš, pa daš to in je to taka, da ni bovla, ampak je narastek. Perfektno, ampak je kot sladica. Okrasiš z rastlinsko smetano, pa je. Njami. Ampak vidim, da dejansko, da ne, velikrat vidim, vse kupijo v trgovini neko pirino moko, v trgovini narejeno, ampak kaj, ko pol dajo, pa neka pa zgostila, pa uno, pa tretje, pa vse take stvari, ko pa pol to malo unič, celo zgodbo, ne? Ne malo, kar veliko, ker celo v teh dodatkih tiči nekaj skritega, ki je za organizem celo nevarno. Recimo že samo, če bomo šla tale pecilni prašek iz vinskega kamna, je nadomestek klasičnemu pecilnemu prašku. Pecilni prašek klasični ima fosfate dodane. Če to veste, je tako, kot je on prašek za pranje perila. In resnično s tem pecilnim praškom boste vi krasno tudi perilo oprali oziroma manj. Ja, se pravijo včasih, da daš noter, ne? Ja. No, ampak tega pa ne bi dala v sebe, ne? Pa se niste vprašali. Ja, bravo. Tale bio moka iz koščic rožiča. To sta mi enkrat povedal, ker moja mama je letos delala marmelade, pa je treba dajati neki... Kaj dajo noter? To pa je resnično premalo poznan nadomestek, če poznamo klasično želatino, ki je živalskega izvora in to je v vseh restauracijah, hotelih 90% in več, pa celo 100% v uporabi. In tudi doma. Nadomestek tega, ker je bil bolj poznan, predvsem pri vegetarijancih, so uporabili agar-agar. To so japonske alge, ki so sladilo noter, ki so celo nekaj dražje od moke iz koščic rožiča. Vsekakor pa je dvomljivo, ker te japonske alge so pri obalnem Japonskem morju, pa
če se vprašaš o čistoči tega in so Ja. v osnovi Pa tudi, konvencionalne, tako. niso biološke. To pa je biološka moka iz koščic rožiča in fantastično zgosti. Marmeladice, Marmelade, sladičke. sladice, recimo jogurtovo, strningo, pudinge in tako naprej. Ja, Vse, da pa na celo to sok. narediti. Ja, fantazija. Super! Fantazija, No, to mi je zmanjkalo, tole sem iskala. Ne, vem, jaz grem v zdravo trgovino, velikat, ampak vidim, recimo, ne vem, sladilo, jaz sem prej kupovala agavin sirup, ne? Zdaj vidim tale bio zgoščen jabolčni sok, ne samo, da je slovenski, tudi veliko cenejši je. Pa za dlje časa ga imam tole, jaz imam tole za 0,75, jaz imam to za 2 leti ziher. To je cel kilogram po teži, 0,75, ne? In resnično imate lahko, če govorimo o sladilo, Zdaj vidim, da sladoled lahko narediš s tem tudi, ne? Ja, to je pa pesem, jaz temu rečem. A res? Če sladoled narediš, to je specialiteta, upam, da se jo bo kdo spomnil, da bo masovno začel, če mu damo idejo, ker namreč iz različnega vrste sadja, rastlinske smetane in zgoščenega jabolčnega soka delaš brez jajc, brez sladkorja in brez mleka sladoled. To, kar so glavne sestavine vseh sladoledov. Pa veste, kak je drag tak sladoled, ki ga greš ven, če ga kje dobiš sploh? Zelo drag, ta pa ni drag, si ga privoščite sami brez slabe vesti in celo z užitkom. In pride, mi imamo recept, vsekakor zelo dober narejen, pa bo jo lahko pogledali v kakih člankih, ko smo jo objavili, ali pa na internetni strani. Imamo na naši spletni strani, lahko tudi vidite in recepture in vse te stvari, ki jih je Janez danes prinesel. Torej vse to je ekološko, imava tukaj ekološke smokve, torej biološko pridelano in suhe brusnice in vse te, vidimo tudi tukaj biosrovi, trsni sladkor, se pravi vse ekološko. Kaj imava tukaj? Bio kokos čips pražene. To je nekaj novega za običajno. Namreč mi v tele sladice, če hočeš nekaj dati, da je bolj bogato, so seveda lešniki, mandljni orehi. Iz kamutove potice z lešniki ali pa z mandlji, ne samo z orehi, je prava specialiteta in je pripravljena tudi ta z zgoščenim jabolčnim sokom. Tudi? Ampak ne rabiš veliko dati, ker je že samo kamut sam po sebi sladko žito, tako da praktično lahko čist brez sladkorja delaš. Za ostala, recimo tam, ko pa pridejo nasekljani mandlji pa lešniki, mandlji so sploh zelo dragi, imate pa alternativo, pa nekaj drugega v okusu, je pa popražen, rahlo popražen kokos čips in se da napito za spremembo to, ker stane vsaj 2 do 3-krat manj kot... Pa Janez, vi ste neverjetni, na vas se lahko obrnem za vsa tale ekološka, biološko pridelana žita, za sladice, za mline, celo turizem se greste na vaši kmetiji, pa imate tukaj in živali in vsega in wow. Res, ta prav vir, ne? Na kmetiji je pa to, da zdaj izgleda, da samo govorimo. Ja. Tam pa vse to, kar govorim, moram živo vam tudi pokazati in dokazati. In da se štrukle na 120 načinov, ko jih mi naredimo, sladke. 120 načinov? Ja. Ali pa potice, ali pa pogače. To nastane resnično hišna specialiteta. In če bi samo to delali, pa bi že bilo marsikaj zanimivega, pa bi dobili idejo, ker namreč mi vse to sveže zameljamo na mlinske kamne in potem iz tega nastajajo tudi sladice. In to nikoli ne boste drugje dobili. In to v Sloveniji. Torej, Janez je bil danes v moji družbi, a vidite, ne rabite bele smrti, belega sladkorja in bele moke, kajti v Sloveniji se pridelujejo tako čudovite, krasne zadeve, kot tudi ste slišali danes strani Janeza, vse te biotopove stvari zagotovo najdete tudi v trgovinah in posežite torej letos po bolj zdravih alternativah, ki pa niso čisto nič manj okusne. Meni se sline cedijo, zdaj pa moram nekaj probati.
športu, recimo športnik si najbolj boji, da bo se nekaj naredil, ne, na področju z kostmi ali pa da se bo poškodoval. Zdaj, treba se vprašati, zakaj se je to zgodilo glih v tem obdobju. Ali nisem na pravi poti, ali bi drugače lahko pregorel in ga je malo ustavilo, da gre teh 7 let in pomimo in bo potem že vse tiste medalje.